No, zdaj upam, da tale stol ne bo preveč škripal. Moj bog. What the fuck? Bomo že nekako. Hello, dragi moji in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Moje ime je Lucija in sem vesela, da ste klikali na tale video. To je drugi del moje zgodbe oziroma moje poklicne kariere. V prvem delu sem govorila o tem, kako sem sploh postala stevardesa oziroma kako sem dobila to službo, moj intervju in pa razgovor, ter seveda vsa priprava pred tem in potem itd. Zdaj moram pogledati, kje sem končala video. Budala. Danes bom pa govorila o sami selitvi v Dubaj, ter seveda tudi o urjenju oziroma opravljanju šole za stevardeso. Preden pa karkoli začnemo, seveda ne pozabite me followati na vseh mojih socialnih omrežjih in pa seveda se naročiti na tale kanal, res mi bo veliko pomenilo. Skoraj smo dosegali že 10.000 naročnikov. What? Res si nikoli ne bi mislila in iskrena hvala. Ful mi veliko pomeni. Pa tole bo prvi video v novem letu, tako da želim vam vse najlepše in vse najboljše v novem letu 2021. Vem, da je bilo prejšnje leto zelo čudno, ampak to pustimo za nami in se osredotočimo na tale leto. Vem, da zmorete, vem, da bo super, samo pozitivne misli moramo dajati ven, pozitivne vibracije in vse bo cool. Ok, to je to. Zdaj pa res začnimo s tem videom. Torej, 24. junija 2019 so me poklicali iz Dubaja, da sem dobila službo in jaz še iskreno nisem mogla verjeti, koga sem povedala v prejšnjem videu. Potem sem seveda klicala moja mami in očija, oba sta jokala, bla. Pridem domov po mojem šihtu in kar naenkrat se sred mojega dvorišča nariše moja najboljša prijateljica Ana s šampanjcem v roki in me objame in mi čestita in jaz kar, moj bog, stari, kva. Bil je velik šok za vse. V bistvu jaz še nisem čisto dojela, moji starši pa sploh ne. Tako da je ona res naredila tisti prvi korak do tega, da smo malo proslavljali. Ker prej smo bili vsi bolj tako malo, ne zmedeni, ampak tako kar malo brez besed, v bistvu smo se malo ustrašili. Tisti dan je bil res nor in nikoli ga ne bom pozabila v mojem življenju. Zdaj, v naslednjem tednu so mi v bistvu poslali, mislim, da je par mailov, ker sem mi mogla poslati določene papirje. To pomeni zdravstvene papirje o potrdilu o šolanju, kva sem še imela, zobozdravstveno kartoteko sem mi mogla poslati, mojo osebno zdravstveno kartoteko, itd. V glavnem, ogromno papirjev. In fora je bilo tem, da lih takrat so že vsi šli na morje, torej itak je bilo konec junija, začetek julija in res vsi, moja osebna zdravnica je bila na dopustu, moja zobozdravnica je bila na dopustu in nobenega nisem mogla dobiti v roku enega tedna. Jaz sem mogla pa to oddati, pač mogla sem jim poslati do določenega datuma, ki bo točno en teden po mojemu intervjuju. In dobesedno sem se vmes zjokala, ker mi res ni šlo nič po planih, težko je bilo dobiti vse te papirje. Pol ljudi tukaj v Sloveniji so bili tako, zakaj to rabiš, mi ti to ne moramo podpisati, bla. In bolj, ker sem jim jaz razlagala, da bojo oni pač imeli pa mojo kartoteko v Dubaju, manj so mi verjeli oziroma manj lahko sem dobila papirje. Po mojem breakdownu in jokanju doma, da to mi ne bo uspelo in da ne bom šla v Dubaj, sta mi res moja oči pa mami ful pomagala, tako da res mami pa oči, če to gledate, iskrena hvala. Smo šli v akcijo, smo zrihtali vse papirje in sem jih skenirala ter poslala v Dubaj. Ok, samo to, da vam še povem za tiste, ki najbrž, če niste gledali prvega dela, oni so me vprašali, kdaj bi se jaz rada preselila v Dubaj. In jaz sem pač rekla, da ne vem, in pa so mi ponudili, da bi se preselila že v začetku julija. In jaz sem tako, ne, v začetku julija, kva? Jaz sem končala 3. letnik pedagoške fakultete, s tem, da še nisem imela narejenih vseh izpitov. Imela sem samo še en izpit, ki sem ga junija seveda padla. A bi povedala, kjer je? Ja. Sam to bom rekla, ne bom poimenovala profesorce, ker to je preveč javno, v glavnem izpit za pedagoška fakulteta pač. In ko so mi oni rekli, če bi jaz prišla že začetek julija, sem bila jaz čisto ne, to je prehmalo, jaz moram diplomirati ali pa vsaj faks končati, ne. In v redu, jaz rečem tisti ženski, ki je na telefonu z mano, če lahko se pridružim pač septembra oziroma začetku novembra. In ona mene nazaj pokliče in pravi, če bi mi 27. september ustrezal. In jaz sem bila itak takoj zato ker 27 je nekako moja številka, 27. sem rojena, 27. sem bila po vrsti v osnovni šoli, itd. Ko da sprejmem, v redu, in potem se je začelo ta pravo garanje, moram reči. Nekako sem zaključila z vsemi formalnimi deli pridobivanja službe, to pomeni intervju, pošiljanje papirjev, itd.
Se pa je začelo poletje 2019. In jaz sem si vedno predstavljala sebe tako, da bom šla lepo po faksu delati, pa pol diplomo lepo sprot. Tako, easy, vse veš, pač. Lena sem bila in nisem ji dala. Ampak glede na to, da se mi je ta službena priložnost odprla, sem mogla diplomo spisati v 2 mesecih. Moram priznati, da če me oči ne bi toliko preganjal oziroma mi skozi govoril, Lucija, žal ti bo, če ne bo zdaj naredila, žal ti bo, ne bi naredila in tudi zdaj ne bi naredila. Tako da sem mu res hvaležna in sem v bistvu spisala diplomo, začela sem jo pisati v začetku julija. V začetku septembra sem imela že napisano, to pomeni julij, avgust, 19. septembra sem pa diplomirala. What? S tem, da sem šla v mesec za 15 dni v Kanado, to pomeni, sem bila v avgustu 15 dni v Kanadi. Skrivnost is awesome. In pozitivno opravila izpit, mislim, da je bila lih ena 6, ampak sej ni važen. Tako da sem lahko potem diplomirala 19.9.2019, ful mi je všeč ta datum. In res še enkrat bi se javno zahvalila profesorici Sanji Berčnik, ker je res ena izmed največjih razlogov, zakaj sem jaz sploh diplomirala. Ful mi je pomagala, odpisovala mi je medtem, ko je bila ona na dopustu, klicale sva se, prek Zooma sva se slišale, v glavnem pač res kraljica na vseh področjih in res, če to gledate, iskrena hvala, res cenim. Tako, kot sem že rekla, poletje je minil v šusu. Moram reči, da sama selitev mi ni bila toliko stresna, kakor mi je bilo stresno to, da sem se mogla posloviti od vseh tistih, ki jih imam res najbolj rada. Sama sem zelo bila navezana na naš domač kraj in pa seveda na vse ljudi tukaj okrog, na moje domače, prijatelje in pa prijateljce. Pismo, delala sem v gostilni, itak, da sem bila navezana še na domačine, na one domače pijančke, presežem, no. Ko živiš v eni taki majhni vasi, se mi zdi, da so kar vsi pač povezani preveč včasih, ampak zdaj govorim v pozitivnem smislu. Vem, da sem imela tudi v bistvu malo manj kot en teden, mislim, da 5 dni prej, poslovilca, ki je bil hkrati tudi žurka za diplomo. Tako da sem povabila vse moje prijatelje in pa prijateljce in smo se zbrali tam, kjer sem jaz delala, torej v pizzeriji pri Jurku, v Moravčah in res, čisto iskreno, je bilo res lepo. Je bil že kar malo mraz, ampak res še zadnjič sem videla vse tiste ljudi, ki so mi res pri srcu. Seveda pa smo se tudi dobili na enem takem pikniku z vsemi mojimi domačimi, torej mojo družino in pa mojimi sorodniki, da smo se nekako poslovili in takrat sem tudi naredila en tak poslovilni video, ki mi je še zdaj eden izmed mojih najljubših videov, kar sem jih kadarkoli naredila. Link bo tukaj, tako da si lahko greste pogledat, če ga še niste videli. In ja, posta me 27. septembra mami pa oči peljala v Zagreb in sem se usedla na avion in preselila v Dubaj. Da vam povem še, kaj sem se jokala 2 dni prej, preden sem šla. Ne zaradi tega, da bi mi bilo hudo, da grem, ampak lih v tistem času je Adria bankrotirala oziroma je šla v... In so mi skenslali let, ker jaz bi mogla leteti, v bistvu Emirati so mi plačali karto, da bi letela iz Ljubljane, torej Jožeta Pučnika, v Pariz z Adrio in potem z Pariza v Dubaj z Emirati. In oni so 2 dni pred mojim letom v bistvu povedali vse lete, zato ker je pač šlo vse v... Jaz sem bila čist paf, itak, 2 dni pred, da bi mogli let, pa oni meni skenslajo let. Kličem jaz lepo v Dubaj, da je šla letalska družba v stečaj oziroma karkoli in oni meni, a res, a mogoče greste lahko do Milana z avtom in jaz tako, a ste... Ne morem iti do Milana z avtom, če je to 6 ur stari do Milana, ne? In oni tako, a nimate nobenega drugega letališča v Sloveniji, tacga velikega in jaz tako, ne, nimamo, pač Slovenija je majhna. Oni si po mojem sploh ne znajo predstavljati, koliko smo mi majhni. Ampak v redu, in jaz njim rečem, kaj pa Zagreb, Zagreb mi je bila nekakšen najboljša alternativa, ker Dunaj je še vse 4 ure stran, München 5 in oni mene isti dan nazaj kličajo, da so mi že rezervirali karto iz Zagreba, torej 27. In jaz sem tako, yes, to mi deli, prosim mami pa očija, da me peleta, itak da sta me. Tako da sem se poli, ne vem točno, ker dan je bil petek? Petek ali pa sobota. Odpeljala v Dubaj sama, solzne oči, pač čisto v čustvih. In ja, moj let iz Zagreba v Dubaj je bil popoldne, mislim, da je bil ob 3 popoldne. Tako da sem v Dubaj preletela tam okrog polnoči oziroma 11 zvečer. Tam so me pričakale neke hostese, ki so pač delale za Emirates in so v bistvu čakale te prav novince,
in me pospremlja do mojega avta, z BMW-jem so me peljali lepo prozum, ki me je na to odpeljal pač do moje nastanitve. Emirates ponuja svojim zaposlenim službena stanovanja, ki pa si jih seveda deliš še z ostalimi zaposlenimi. Ena stanovanja so tako, da si jih deliš z dvema, ena so pa tako, da si pač deliš z enemu. Jaz sem imela srečo in si delim stanovanje samo z eno punco, ime je Fem in ona je iz Nizozemske in je res v redu, tako da moram potrkati. Sem imela ful srečo in sva si tako kakor sestre. Jaz sem imela pol v bistvu en dan frej, tako da sem se nastanila in nato se je meni začela šola oziroma usposabljanje za stevardeso. To usposabljanje je trajalo 2 meseca, to pomeni 8 tednov in potem si bil nekako še 4 mesece na poskusni dobi, kjer si pač opisoval kakšne dogodke, delal svoj portfolio, bla. Tako da nekako ta šolanje oziroma poskusna doba je trajala 6 mesecev, torej 2 meseca usposabljanja in pa 4 mesece dejanskega dela na letalu z dodatnimi nalogami in ocenjevanji. Vsak dan zjutraj sem šla ob 6 na avtobus, ki ga je seveda priskrbela služba, in se odpeljala na Training College in to je dobesedno fakulteta za stevardese, ogromna stavba z predavalnicami in pa simulatorji ter bazenom, kjer se dobesedno uraš za to, da postaneš stevard oziroma stevardesa. Torej, kot sem že rekla, naše usposabljanje je potekalo 8 tednov, od tega smo imeli 3 tedne samo teorije, to pomeni, da nismo nič drugega delali, kot se učili o tipih 2 različnih tipov letala, torej Boeing 777 in pa Airbus 380. Na to pa so sledili še praktični izpiti in pa seveda učenje. Imeli smo prvo pomoč oziroma zdravstveno pomoč, ampak to tako ekstra, to pomeni, da znam pomagati pri rojstvu otroka in pa tudi znam ravnati s truplom ob primeru smrti na letalu. Drugo, kar smo se učili, je kako negovati svojo uniformo in pa delati s potniki. Tretja stvar pa je bila sama varnost na letalu, to pomeni, kaj če pride do terorističnega napada, kaj če pride, da je bomba na letalu, kaj če pride do česarkoli drugega. Vsak teden pa smo imeli seveda tudi izpite in nekako si tako, če si opravil vse izpite, si napredoval v naslednji teden. In jaz, hvala Bogu, sem uspešno opravila vse izpite in napredovala v zadnji teden. Tam so nam povedali še navodila in pa smo začeli leteti. V bistvu moj prvi let je bil konec novembra, začetek decembra. In moj prvi let je bil, ne boste verjeli kam, ampak našim sosedom v Milan, v Italijo. In moram reči, da sem res uživala na polno. Prve 2 leta v bistvu nimaš nobene naloge, to pomeni, da si zraven, kakor sam, da se pač naučiš oziroma gledaš, kako gre. Si v bistvu dodatek ta prvi postavi. Zdaj sem to rekla, kot da fuzbol stari, se vidi, da sem fuzbol trenirala. V bistvu si tam pač zato, da gledaš. To je to. Je pa res, da pri prvih 2 letih sediš v pilotski kabini za vzlet in pa pristanek in to je bilo top. Bi pokazala kakšne slike, ampak žal ne smem, tako da, ko dam odpoved, bom vse objavila. Čisto iskreno nočem, da je tale video zelo preveč dolg, tako da bom po mojem posnela še 3. del, oziroma mi lahko spodaj napišete vprašanje, kaj vas še bolj podrobno zanima. Bom seveda povedala še o tem, kako je najti prijateljce tam, kakšno je življenje v Dubaju, kako se razlikuje od Slovenije. In ne vem, lahko bi pač bila to taka serija, ene par videov na to temo, ker res nočem, da so videi kar po 20 minut ali pa pol ure dolgi, ker se mi zdi, da lahko pač naredim luštne, majhne, kratke videe in tudi pač jaz pol to veliko lažje zmontiram, kot da sedim za računalnikom, pa delam tisto po 10 ur, montiram tisto en video, v glavnem. Ja, to je to za danes. Res še enkrat sem iskrena hvala, ker me spremljate, res ogromno mi povem, sploh vam ne znam povedati. YouTube mi je bil že od nekdaj moja prva ljubezen. 2017, ja, aprila 2017 sem objavila moj prvi video, ne moram reči, da je to že skoraj 4 leta nazaj. Dosti blebetanja, čisto preveč govorim. V glavnem, upam, da ste uživali v tem videu, ne pozabite klikniti like, če vam je bil video všeč in pa seveda se naročiti na moj kanal, ker bo sledil še več takih videov. To je to, lepo se imejte, upam, da ste dobro izkoristili prve dni novega leta, zdaj pa samo z novim zagonom naprej in, kot sem že prej rekla, želim vam veliko zdravja, sreče, veselja in pa ljubezni. Spoštujte en drugega, pa imejte se radi.